Nedavna pozeba je tudi na slovenjebistriškem območju povzročila veliko škode v sadovnjakih. Več o tem, kakšno je stanje, nam je povedal Srečko Rajh, terenski kmetijski svetovalec. Gre sigurno za eno, bi rekel, bolj tragičnih oziroma slabih situacij, kar se tiče sadjarstva. V tednu po veliki noči so bile 3 jutra, sreda, četrtek, petek, ko je šla temperatura globoko v negativo, je bila tudi -5, -6 in seveda posledice tega se kažejo sedaj, sicer še ne tako očitno, ampak pestiči in ostalo, kar je dejansko zasnova za potem pridelek v nasadu jablan ali pa tudi drugih sadnih vrstah, so črni in to kaže na to, da bo izjemno malo pridelka v naših nasadih. Tudi ostale sadne vrste, ki še prej cvetijo kot jablana, so seveda toliko bolj bile prizadete. Pri jablanih, ki jih je recimo v našem okolju okoli 120 hektarov intenzivnih nasadov jablan, so od prve ocene, da je cvetni nastavek prizadet od 80 do 100%, odvisno od sorte, malo od lege in tako naprej, ampak dejansko je situacija zelo slaba. Zaradi te situacije vlada pripravlja tudi interventni zakon. Kaj pravzaprav lahko kmetje pričakujejo od tega zakona? Ja, pretekli petek je bil tu v Slovenski Bistrici tudi na obisku minister za kmetijstvo in je nekako obljubil, da bo, ker je to seveda ni samo lokalnega značaja ta pozeba, saj je prizadelo dejansko celotno Slovenijo, pa tudi širše. In kar se tiče naše države, pač je minister obljubil, da bo premostitev teh težav, ki pač bodo nastale zaradi tega, ker pridelka po vsej verjetnosti bo zelo malo. Pravzaprav so te pozebe že vsakoletne. Kakšne bi bile po vašem mnenju dolgoročne rešitve? Ja, vsekakor je tu pri sadjarjih, ki bojo hoteli še naprej sadjariti profesionalno, od tega živeti, bo potrebno stopiti v investicije, ki pač omogočajo, da se bomo tudi protislansko zaščito izvedli v nasadih. To pomeni, da bi v prihodnje morali pač investirati v izgradnjo oroševalnih sistemov, s tem povezanih akumulacij, kar pa seveda ni enostavno, kajti take objekte treba umestiti v prostorih, to so hektarski ribniki, ki bi omogočali dovolj veliko količino vode, ker recimo za eno noč za zaščito z vodo, z pršenjem je potrebno tam od 300 do 500 kubikov vode. To pa je res velika količina in če to ni profesionalno urejeno, potem je to nemogoče izpeljati. Zdaj prvi objekt, bi rekel, v naši okolici na Češnjevcu, kmetija Lešnik, Pučnik in pa Podgrajšek, to so prvi hektarji, prvih 8-10 hektarov, kjer je protislanska zaščita letos tudi bila v funkciji in so rezultati spodbudni.